Jaz si ne upam pogledati, koliko vas je. To mi deli! Zdaj me je doletel, da se je dogodek začel. In bom začel tako, kar najbolj znam, in to je s hvaležnostjo. Zahvalil bi se moji prečudoviti ženi, Ani. Naslov tega dogodka danes je Glej s srcem, in če me je ona kaj naučila, je to, da sem začel gledati srcem. Fuck. Dame in gospodje, upam, da boste uživali v naslednji prvi predstavitvi danes. Na oder pa prihaja Sara Isakovič. Sem čisto navdušena, prvi zato, ker se nas je toliko zbralo skupaj, da nekaj dobrega naredimo. In sem vesela, da lahko jaz potem podam svoje znanje in izkušnje. Ne boš se zbudil drug dan in bil pogumen. Boš se pa zbudil z izzivi, ki ti bojo dali možnost, da si pogumen. In tega se moramo vsi danes zavedati. Da ko dobimo možnost za tisto, kar prosimo, da bi radi bili boljši, se ne smemo ustrašiti izziva. Prosim, da mi date en največji možen aplavz za naslednjega gosta, Matica Novaka. Vse to, kar se mi zdaj kleno dogaja, bo šlo definitivno naprej samo direkt otrokom, katerim bomo res omogočali ene čudovite izkušnje v taborih, ki prihajajo v naslednjem poletju. Kar sem danes hotel narediti, je to, da res dam del sebe, stvari, ki sem se jih jaz naučil, ki so me otroci naučili, zato da v bistvu vsakmu premaknem nekaj in v bistvu naredim na nek način še malenkost lepši svet vsakmu posamezniku. Ker ti ljudje dajo možnost, da tudi ti njim lahko daš. Šele takrat se je odklenil človeku kliker, tudi jaz zmorem. Vibe je ful super, fenomenalen, ker delamo nekaj lepega, nekaj velikega, ogromnega, dobrodelanega. Človek, ki se mi bo zdaj pridružil na odru, je nekdo, ki ga čutim kot brata, kot starejšega brata, s katerim gremo v boj kadarkoli. Vprašanje imam zate, Jure. Če bi jutri umrl, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu? Enjoy.